Rok Hanžič, pred 2 sezonama ste končali aktivno kariero nogometaša pri 31 letih, podobno kot Luka recimo. Ja, naneslo je tako, da je treba postaviti kopačke v kot. S tem sem se hitro sprijaznil, saj, kako ne rečem, nisem bil zadovoljen z odnosom oziroma delom bivšega trenerja, tako da mi ni bilo težko. In kopačke so ostale v kotu tudi do sedaj. Nemudoma ste začeli z delom trenerja v selekciji do 9 let, delali pa ste tudi v administraciji kluba. Se vidite v pisarnah ali bolj na igrišču? Ja, znašel sem se, mislim, da kar v redu. Veliko mi je pri tem pomagal tudi kolega Miran Kralj in pa Katarina Kržišnik, ki je tedaj odšla na porodniški dopust, tako da mi je omogočila delo v pisarni. Predtem sem opravljal še licenco za trenerja C, tako da sem lahko ob tem vodil še mlajše selekcije, ki pa mislim, da mi je prav prišlo in tudi tam bi lahko ostal mogoče dlje časa, če ne bi dobil te priložnosti, ki sem je sedaj tudi izkoristil. Morda, ko ste delali v pisarnah, verjetno kot nogometaš, si niste predstavljali, koliko dela je za vodenje prvoligaša? Ja, res je. V nekaterih trenutkih je prišlo toliko dela, da nisem vedel več, kje se me drži glava. Zato pa sem imel pomočnike, ki malo več vejo o tem in mislim, da smo se odrezali v redu. V letošnji sezoni ste z Luko Eznerjem potem prevzeli mesto pomočnika trenerja v članski ekipi. 3 mesece je mimo, kako se znajdete? Ja, hitro je prišla ta sprememba iz ene okolice v drugo, sicer v domačo okolico, ampak še vedno se učim. Delam zraven še trenersko licenco za A, da bom lahko pomagal Luki tudi na klopi. Vendar pa se tle predvsem učim od Eznerja, ki ima veliko znanja, tako da mi bo to zelo prav prišlo tudi za nadaljne izobraževanje. Z Luko tvorita verjetno celo najmlajši trenerski par v zgodovini prve slovenske lige. Je mladost prednost ali slabost? Nekateri bi rekli, da je slabost, saj mladi trenerji ne dajo mladim trenerjem dovolj časa za dokazovanje. Vemo, da je trenerski posel krut. 3-4 porazi, 5 porazov te že lahko odnese. Vendar pa mislim, da smo začeli dobro, zdaj mogoče manjši padec, vendar pa mislim, da se bomo iz tega dvignili in potem v pomladanskem delu zaštartali na novo. Skupaj z vama sta še Janez Strajnar in Jan Košir, recimo s Strajnarjem in Eznerjem ste tvorili tudi ekipo, ki je bila zelo uspešna, celo igrala v zlatem obdobju Domžal. Na igrišču ste se dobro razumeli, verjetno vam to tudi pomaga v tem trenerskem poslu. Ja, jaz sicer z Janezom nisem igral, vendar pa ja, veliko lažje je delati z nekom, če ga poznaš že od prej. Veš, kaj on razmišlja, kaj ti razmišljaš, lažje se je pogovarjati, dajati komu nasvete, dajati on tebi nasvete. In mislim, da je v tem ena velika prednost, da smo bili tudi od prej prijatelji in da se poznamo že kar nekaj časa. Kako ste zadovoljni z odzivom ekipe na to trenersko spremembo, ki se je zgodila avgusta? Ko smo prišli na to mesto, so bili prvo, mislim, da vsi malo presenečeni, vendar pa se je videl na obrazih fantov, da so komaj čakali neko spremembo. Saj tako kot je šlo, ne vem, ali so bili fanti še sposobni delovati naprej. To se je potem tudi hitro odrazilo na igrišču. Prišli so dobri rezultati, kar je ekipo še bolj dvignilo. In mislim, da so potem tudi začeli malo verjeti v naše delo in s tem optimizmom gremo tudi naprej. Zdaj je sledil manjši padec, ki ste ga že omenili, kako sedaj znova postaviti ekipo na prava pota? Ja, mislim, da je ta pauza prišla v pravem času. Treba bo ekipo spraviti morda na višji nivo, ni veliko časa, imamo reprezentante, ki manjkajo, tako da ne moreš delati s celotno ekipo, imaš manjko, nekateri so poškodovani, tako da bomo probali izboriti vse najboljše in pa v zadnje 3 kola štartati z, rečemo, maksimalnim številom točk, ki ga lahko dosežemo.
imamo 9 točk, vendar pa vemo, da so težke tekme in z čim večjim številom točk bomo seveda zelo zadovoljni. Glede na to, da niste z ekipo od prvega dne, s čim bi bili vi zadovoljni recimo na koncu sezone? Ja, težko vprašanje. Sezona je res še dolga. Začeli smo dobro, sedaj nam gre malo slabše, vendar pa zadovoljni bi bili recimo z 3., 4. ali pa 5. mestom. Najlepša hvala, srečno. Hvala tudi vam.